Spoštovane gledalke in gledalci, spet smo pri naši uri obrambe, ki se malo hecno sliši, ampak v bistvu mi pravzaprav poskušamo braniti vse, kar je živo in tudi neživo na tem svetu pred mislimi pohlepnih ljudi, da rečem tako. Smo v parku vojaške zgodovine, zraven nas je enigma, poskušamo pravzaprav odkriti še kaj, kar je enigmatičnega na tem svetu. Zdaj, vidva sta biologa oba, je tako, ne? Ja. Nista obramboslovca, ne, nista diplomata, nista zdravnika, čeprav sta zelo blizu temu. In zdaj seveda, mene je vedno zanimalo, ali je trditev, da je samo človek živo bitje, ki ga žene pohlep, da ubija, ne, in da porablja in izrablja več, kot potrebuje, tudi če ima veliko, hoče zmeraj še več, ne. Recimo najbogatejši na svetu hoče zmeraj več, ne, zdajle smo brali o Delu, ne, Da bo dobil 1000 milijard ja, to je bonusa. nepredstavljivo. Ja, s tem bo rešil svet. No, ampak takšne nagibe najdemo tudi v drugih živih bitjih, ne, rečemo, da tako razčistimo, ne samo živalih, tudi rastlinah. Priznam, tudi rastline so živa bitja. Hvala za poduk. No, hvala za vprašanje, ampak na začetku, če bi rekla takole, dokler, zdaj sem upokojena, ampak dokler sem pa še delala na Nacionalnem inštitutu za biologijo, sem bila pa tam zadolžena za biološko varnost in sem bila kar nekaj časa vključena tudi v okolja, v katerih smo zdaj, tako da mi je bilo to v bistvu zelo prijetno, no. Tako, najprej sem se malo branila, ampak potem sem pa ugotovila, da je ta obramba, o kateri govorimo, res lahko precej širši pojem. No, ampak če se vrnemo zdaj na to vprašanje o nagibu, ne, pri drugih bitjih, ne. Meni se zdi, da ta nagib v tej zvezi ni najboljša beseda, zaradi tega, ker meni nagib daje en pomen namena, ampak v evoluciji nič nima namena, ne. V evoluciji organizmi delajo tako, da je najbolje, kolikor znajo, da imajo potomce, da se prilagodijo in da preživijo. In ljudje kot vrsta pri tem nismo čisto nobena izjema, ne. Se je pa verjetno zgodilo s tem razvojem teh naših možganov, da nekako se nam zdi, da imamo tudi namen, a ne. Ampak na dolgi rok ne verjamem, da bo to delovalo. Ker pač v celi zgodovini našega planeta se je vedno pokazalo, da ima trenutno lahko neka vrsta neko premoč nad drugimi, ampak v enem daljšem časovnem obdobju pa se to nikjer ni obneslo, ne. Zdaj, človeška zgodovina je zelo kratka, to si zmeraj zelo težko predstavljamo, da mi živimo samo v tistih zadnjih sekundah tega leta življenja, ne, in se nam zdi, da pač smo naredili vse in da itak ne more biti nič drugače, ampak mislim, da ne bo to tako delovalo. Da seveda danes v naravi izginja zelo, zelo veliko vrst, če gledamo tako zgodovino Zemlje z veliko večjo hitrostjo, kot je bilo to normalno, ampak danes so vzroki za to izumiranje drugačni. V zadnjem času verjetno te vzroke lahko najdemo tudi v nas samih, ampak jaz ne vem, kar se Zemlje in narave tiče, sem jaz zelo optimistična. Smo ena vrsta, ki je trenutno v prevladujočem stanju, ampak ne verjamem, da bo tako ostalo. Se pravi, če bi to katastrofično človeštvo izginilo, bi bilo za naravo zelo dobro, verjetno. To bi bilo za naravo super. To bi bilo odlično, ne. In zna se zgoditi, ne, da kljub vsem vlaganjem, ne, recimo v obrambo, ne, da se bo to tudi zgodilo, zato ker so pač stvari vedno do neke mere nepredvidljive in pravzaprav mi nimamo odgovorov, ne, na vse izzive, ki so pred nami, in tudi te izzivi oziroma naši odgovori nanje, ne, niso vedno adekvatni oziroma tudi ne moremo vsega predvideti. Tako da
Mi kot vrsta, ne, seveda lahko rečemo, da smo nekaj posebnega, ne? Ampak, kot je rekla Marina, na dolgi rok nam pa noben ne garantira preživetja. Ne? Ker so tudi dinozavri so bili vodilne živali oziroma vodilni organizmi na Zemlji, ki so vladali na desetine in desetine milijonov let, se pravi bistveno dlje, kot smo mi zdaj tukaj. Ne? Pa na koncih je nepredvidljiv pravzaprav dogodek zbrisal z obličja Zemlje. Ne? Tako da ni garancije. Jaz se tudi človeških civilizacij ne vemo čisto točno, koliko jih je bilo. Ne? So bile in najdemo ostanke, pa ne vemo točno, kaj so bile, kako so razmišljale in zakaj so zginile. Ampak so bile včasih, vsaj tiste, ki poznamo, so bile včasih vodilne in so bile na vrhuncu. Ne? Če samo vzamemo Rimski imperij, se je zdel, kot da bo večen, pa ni trajal niti recimo 1500 let. Ne? Ja, tako. Zdaj, torej, mislim, trditev, da obstaja morilski gen, je čisto napačna. Ja, jaz to ne vem, če bi lahko rekli, da imamo morilske gene, ampak vsekakor pa jaz verjamem, da je v evoluciji se zgodilo nekaj, kar imamo mi in imajo tudi šimpanzi. Pri drugih živih bitjih tega ne vidimo. Ne? Da enostavno ta slab potem, da boš uničil svojega nasprotnika, zato da boš razširil svojo družino, da boš razširil svoj trop oziroma da bo razširil svoj narod in tako naprej. Ne? To pač očitno deluje in da smo to podedovali od naših teh najbližjih prednikov. Mislim, to je pač tako, boj za obstanek v evoluciji skozi poteka. Poteka in interspecifično in tudi intraspecifično. Pač, če se recimo določena vrsta preveč namnoži, je ravno tako znotraj vrste lahko ta boj za obstanek. Kar pa ne pomeni, da ima nek program v svojem genomu. Pri ljudeh je pa stvar nekoliko drugačna zaradi te naše družbene evolucije. In tukaj pa recimo pred 2 meseci sva bila na Ars Elektroniki v Lincu, kjer je pač prvo nagrado dobil en projekt 2 Norvežanov. Zdaj se ne bom spuščal v to, ampak v glavnem poanta tega je bila, da recimo genocid, ki ga gledamo zdaj v Gazi, ni eksces, ampak je to ponavljajoče se dejanje skozi človeško zgodovino. Se pravi, da to ni nekaj posebnega, ampak je to nekaj, kar se ves čas ponavlja. In se moramo vprašati, zakaj je temu tako. Jaz ne verjamem, da je to pač neka biološka predispozicija, ampak je to pravzaprav posledica človeške, socialne, družbene evolucije, ki pa je seveda drugačna kot pri drugih živalih. No ja, ampak tudi pri šimpanzih se to že vidi, do določene mere. Primati, ki pač imajo določene kognitivne sposobnosti, lahko premislijo, da bojo pač uničili svoje so zmožni največje empatije, po drugi strani pa najhujše zlobe. In kdaj udar na površje, je pa stvar po moje nekega družbeno-socialnega konteksta v sami človeški zgodovini, ali pa recimo tudi pri šimpanzih. Se pravi, ne gre za sebični gen? Ne. Sebični gen je sebičen gen pač v toliko, da pač vsaka vrsta teži k lastnemu preživetju. Ampak to je pa nekaj, kar je čisto biološka kategorija, to ni družbena kategorija. Ker če tako gledamo, seveda in živali, in rastline, in človek imamo seveda določene strategije preživetja. Absolutno, ki jih seveda izdelamo ali pa jih imamo. Ne vem, živali izdelujejo strategije ali že pridejo pravzaprav strategijo. Ja, mislim, da veliko strategije je tudi podedovane, zato ker pač vsaka vrsta sledi nečemu, kar je že se zgodilo pri njenih predhodnikih. Tako da jaz verjamem tudi to, da
tudi rastline imajo strategijo, ne? Ja. Da preveč stvari se dogaja tako navidezno ali pa zares načrtno, da bi lahko temu rekel naključje, ne? Ja, pa tudi naša predstava časa, ne, pravzaprav ne sovpada dejansko s časom, ki poteka pri teh procesih. Ne. Ne. Mi vidimo svojega kratkega življenja te zadeve. Točno tako. In pač tudi si predstavljamo, da je ta naša zadnja sekunda v tem evoluciji Zemlje najpomembnejša, ne? Ampak, seveda, spet bom rekel, če gledamo človeško vrsto, pa če gledamo naravo, se nam zdi v naravi vse lepo urejeno, ne. Ena vrsta služi drugi in tako dalje in tako dalje. Človek je pa tisti, ki pravzaprav, bi rekel, konzumira vse po vrsti, kar mu pride na poti. Ampak zdajle je podnebna konferenca, ne. Mogoče bo ta celo boljša, ker se veliki ne vpletajo toliko, kdo ve. Ja, ne bo. Ampak drugo je, da seveda beremo, koliko vrst izginja, ne, ravno v tem času. Pa je to nujno, da je to pravzaprav posledica naših dejanj, ali tudi naših dejanj, ali je to pravzaprav, kot smo že prej omenili, vedno nastajajo in izginjajo vrste. Ne, jaz mislim, da je to lahko pripišemo človeku v celoti. Ne? Hitrosti tega, kar se zdaj izumevanja, dogaja. ne, hitrost in število. Zato, ker pač nek naraven tok evolucije, ne, je tam nekje 10 vrst, ne, na leto nekako izgublja, bom rekel, tla pod nogami. Ni rečeno, da izumrejo, ampak so na poti izumrtja, ne. Ali pa saj kritično ogrožene znotraj same evolucije, znotraj same dinamike evolucije. Danes ne imamo pa recimo situacijo, ko je v takem procesu na leto približno 27.000 vrst, ne. Torej to je 2700-krat več, ne. In je to nemogoče, da bi bil to naraven tok evolucije, ne. Tukaj je človek definitivno vpleten, pa zato ni treba iti prav daleč, ker če že samo pogledamo, recimo, če se bomo pol mogoče na koncu vrnili k temu, ne, kapitalizmu, ki smo ga tudi nekako opredelili, da ga bomo majčkeno omenili. Nekje tam to sovpada z vpeljavo, bom rekel, ali pa prehodom iz keynesijanskega kapitalizma v neoliberalen model, ne, prav koncem 70. let. In od takrat naprej, nekje od sredine 70. let, ne, je praktično izumrl, recimo, ali pa se zmanjšalo število, bolj rečeno, ne izumrl, ampak zmanjšalo število, recimo, prosto živečih sesalskih vrst na Zemlji iz 40% na 4%. To se pravi, to je v času našega življenja, naše generacije, recimo se spomnimo, točno se lahko spomnimo, kaj smo delali leta 1975, se pravi, to je 50 let nazaj. Se pravi, v pol stoletja smo mi dobesedno zdecimirali skoraj 40%, ne, prosto živečih sesalcev na planetu, ne. Torej, to ni naključje, ne, to ni naraven tok evolucije. No, ampak Pa če to- mogoče samo to, ja. če dodam, kaj to pomeni, ne? 4% je prosto živečih sesalcev, kaj pa je zdaj 96%? To smo pa mi, pa naše živali, naše govedo, naše ovce, naše živali, ne, ki smo jih v bistvu na račun teh, ne, Ja. smo skrčili življenjski prostor prosto živečim živalim. Ja, mi smo nekomu drugemu namenili življenjski prostor, ki je bil Tako. prej Ja, namenjen. ampak samo izključno za naše potrebe. Ne. Tako da v bistvu tukaj se to mogoče lepo vidi, pa tukaj govorimo samo o nekih karizmatičnih vrstah, ki jih vsi poznamo, ne. Kaj pa tiste, ki ne vidimo, ki so pa recimo neka kolateralna škoda, recimo tem večjim, ne, posegom v naravo. Tako da tukaj jaz sem prepričan, da ta antropocen in dejansko to izumiranje in upadanje biodiverzitete je posledica izključno človeške dejavnosti, seveda pa tudi podnebnih sprememb, ki so pa spet posledica človeške dejavnosti, ne. Tako da, ja. Koliko pa prispeva k temu, da danes se bistveno več raziskuje, kot se je nekoč raziskovalo, ne? Tudi bistveno več znanstvenih člankov na to temo, ne? Hočem reči, ali mogoče bolj ostro vidimo,
ali pa je dejansko pravzaprav posledica tega, kar si rekel, Tom. Ne? Marina, ti si bolj za članke. Ja. Jaz mislim, da vsekakor je posledica tega, pač, da so te vrste zginile, sigurno je naša posledica. Zdaj, ampak v bistvu je pa moja teza ta, da je čisto vse. Da če zdaj rečemo, ali so te da se kregamo v tem, ali so podnebne spremembe posledica našega delovanja ali ne, podnebne spremembe so tukaj in zdaj. In temu se moramo prilagoditi, ker če se ne bomo, bo pač šlo vse nekam. Ne? Ja, s tem, da mislim, to vprašanje, nedvomno imamo danes veliko boljši pogled v podatke. Ne? In podatkov je neizmerno več. Imamo statistiko, imamo baze, recimo, kamor se pač to nalaga. Saj tudi ChatGPT-ja ne bi bilo, če teh podatkov ne bi bilo, to je jasno. Ampak to še zmeraj pravzaprav ne govori v prid temu, da je pa zdaj to posledica samo boljše, bi rekel, boljšega znanstvenega vpogleda v stanje stvari. Ker pač enostavno prej je bilo teh posegov, tega pritiska na naravo precej manj. Oziroma, tako bom rekel, pred časom globalizma vemo, da so bila onesnaženja velika. Če sam pomislimo recimo na eno industrijo, tekstilno industrijo v Manchesteru v času industrijske revolucije, konec 19. stoletja. Ampak tudi na industrijo na Gorenjskem. Ja, prav gotovo je Sava zdaj bolj čista, kot je bila, ko smo bili mi majhni. Jesenice, jaz se spomnim, ko smo živeli na Jesenicah, ko sem bil jaz otrok, to je bilo vse v enem rdečih sajah, se ti boš tudi to vedel. Danes jasno ni več temu tako, ampak to točkovno onesnaženje, ki je prizadelo relativno majhno število ljudi, je bilo omejeno. Danes je pa v bistvu pritisk na planet, od resursov do seveda same obremenjenosti okolja z raznimi stvarmi, globalen problem. O mikroplastiki pred 50 leti nihče ni govoril. Ker ni rečen, da je ni bilo, ampak seveda, tudi če je bila, je bilo bistveno manj kot danes. Danes imamo pa mikroplastiko v vseh prehranskih verigah, v najglobjih delih oceana. In mislim, to je ta ključna razlika, prej in zdaj. Če imamo tudi v vesolju. Bral sem, da Kitajci niso mogli svojih astronavtov spustiti dol, ker je po vsej verjetnosti pravzaprav se njihova baza zaletela v en odpadek, vesoljski. Ja, seveda, tega je še pa še. Če pogledaš gor, se ti zdi, koliko prostora, koliko vsega je. V resnici je pa pravzaprav veliko nevidnega. Zdaj, najbolj popularne besede imamo, vedno imamo ene besede, ki so najbolj popularne. Na zadnje čase zelo veliko uporabljamo vojna, oboroževanje, odpornost, obramba, umetna inteligenca, kvantnost, eni danes presegajo samo še na kvantno fiziko, klimatske spremembe, zanikanje znanstvenih dokazov, pa kolektivno verovanje. Danes sem pravzaprav vedno presenečen, koliko ljudi lahko pravzaprav ti vključiš v neko, bi rekel, kolektivno, pa ne mislim tukaj zgoraj religiozno, ampak verovanje, se verjamejo tudi v piramidne sheme. Mirne duše dajo 100.000 evrov nekomu, ki ga nikoli v življenju niso videli, rečeš, čakaj, prvič, dobro je, da so dobili 100.000 evrov, ampak zakaj so jih dali nekomu, ki ga ne poznajo? Hočem reči, da na eni pravi, da smo pravzaprav v novem srednjem veku. Z gospodom Kirnom smo imeli rekel, da ni, da imamo pravzaprav drugo, da se nam nekako ponavlja 19. stoletje. Skratka, vsakdo poskuša najti neko razlog, zakaj je tako. Ampak jaz pa se mi zdi, da smo v enem takem zelo hibridnem času, ko pravzaprav ne verjamemo ne tem dokazom, pa verjamemo drugim dokazom, pa imamo avtomobile, ki so električni, pa imamo avtomobile, ki imajo bencinski motor, pa malo električnega. Skratka, živimo v svetu, kjer je vse več ali manj hibridno. Vse se nekako skupaj spaja, tudi če gledamo modo, oblačila,
Ne, ker rečeš, se to smo mi nosili, ampak nismo samo to nosili, ne, zdaj nosijo pa tudi to, pa nosijo še nekaj drugega. Skratka, cela naša podoba se je precej spremenila. Ampak, ko grem pa recimo poslušati Roberta Sapolskega, ne, ali pa rečem, vedno pridem do Maslova, rečem, varnost, to je tisto druga kategorija, druga vrsti. Ne. Sapolski pa tudi prav, da ne glede na to, kaj vse imamo okrog sebe, ne, se naša amigdala ni nikoli spremenila. Tako kot v jami, ne, imamo 3 možnosti, boj, pobeg ali pa zamrznemo. Ta zadnja, pravi moja hčerka, je najslabša. To jaz se to zelo, zelo strinjam in pač jaz ne vem, jaz ne gledam tako na sebe, naše družine, nas vseh tukaj ne vidim v tem trenutku, ampak poskušam nekako videti vse skupaj v enem širšem kontekstu in pač, ko hodiš po svetu, pa malo gledaš, pa malo proučuješ to zgodovino našega planeta, pa naše civilizacije, kaj lahko ugotovimo? Da se nič ni spremenilo, nič, ne. Recimo, zdaj sva bila pred enim mesecem sva bila v Grčiji in gledava, te ljudje so vedeli, nič se v bistvu mi od tam nismo nič napredovali, razen v tehniki. Pač tehniko izpopolnjujemo in potem izgledajo vse te naprave tukaj tako zelo fancy in si mislimo, kaj je zdaj pa to. Ampak v naših glavah je vse enako. Mislim, enako je stališča, no, to je spet to, ne. To lahko gledamo to stališče človeške vrste, ne. Pač mi imamo neke programe, ne, vseb in je samo od trenutnih razmer v okolici odvisno, kako bomo odreagirali, ne, ampak jasno, odreagiramo vedno v skladu s tem programom. Jaz mislim, da danes pohlep ni nič večji, kot je bil pred 2000 leti, ne. Neka pač zavezanost recimo svoji družini, ne, danes ni nič drugačna, kot je bila takrat, ne. Nek pogled, bi rekel, v medsebojne odnose, ne, je bil takrat tak, kot je danes. Jasno, z spremembami, ki so se skozi ta tisočletja zgodila, kot je rekla Marina, na področju tehnike, ne, znanosti in tako naprej, ampak človek kot vrsta reagira enako. Ja, ker pač evolucija ne gre tako hitro. Ne gre tako hitro, 2000 let ni nič. Ne, ampak to, kar si rekel, ne, so se naši možgani kaj spremenili? Ne, se niso. Zdaj pač so znanstveniki res z poglobljenimi študijami ugotovili, da če bi enega otroka, ki se je rodil pred 30 000 leti, postavili v našo osnovno šolo, da bi napredoval popolnoma enako, da bi se naučil vse matematike, vse slovnice, vse geografije, vse o vojnah in zaščiti, ravno tako, pač takrat se je naučil nekaj drugega, zato ker je tisto koristen, ne, za tisto na samem okolju, ne. Ki ga je obdajal drugače. Pač takrat se je mogel naučiti, kako bo ujel večerjo, ne, ja. To je to. Ampak možgani so bili Identično plastični, ne, in dojemljivi za sprejemanje, ne, tistega, kar v tistem trenutku okrog takega človeka je. Prej so bili omenjeni šimpanzi, ne, zdaj spomnim tam neke literature, da se pravzaprav človeška vrsta tako razvila, ne, zaradi solidarnosti. Zato, ker so bili sposobni med seboj deliti tisto, kar so imeli. Ja. To je recimo taka zanimiva teorija, jaz nisem iskal dokazov, ampak je. Ja, ampak pač to razvila pač v tem sociološkem, družboslovnem smislu, ne v smislu Če vzamemo recimo, ne, jaz pač nisem antropolog, ampak recimo, ali pa primatolog, ne, ampak to je znano, ne, recimo 2 vrsti šimpanzov, Pan trogloides pa Pan paniscus, ne. Ta večji šimpanz, ne, ima zelo veliko človeških atributov, tudi kar se tiče nasilja in tega.
Po drugi strani, ne, pampaniskus nikoli ni nasilen, ampak ima pravzaprav veliko več te človeške empatije, te strani, ne, tudi v bistvu željo do seksa, ne, ne vem, pampaniskus so zelo promiskuitetni šimpanzi, ne. Trogloide niso, ne, so pa zelo nasilni, ne, so lahko zelo agresivni. In to sta dve vrsti, v bistvu isti rod. Popolnoma drugačne socialne strukture in načini, ne, obnašanja. In zato znotraj človeške vrste, ne, pravzaprav tudi ne preseneča ena vrsta, to je še bolj, ne, ampak da imaš naenkrat izjemno veliko empatije, po drugi strani pa izjemno veliko nepredstavljive zlobe, ne, hudobije in tega, da boš nekomu svojemu pravzaprav sočloveku škode, ne. In jaz pravim, recimo, človek je sposoben, recimo, pride do potresa, ne, je 10 mrtvih, cel svet drvi tja, psi, ruševinarji, ekipe se pošiljajo, bolnice se organizirajo, prva pomoč, šotori, odeje, tako naprej. V Gazi čez noč pobijajo 160 ljudi, recimo porušijo 3 bolnice, se nič ne zgodi, ne. In ta človeška dvojnost je dejansko fascinantna, ne. Mislim, tukaj jaz ne vidim sporednice, ne, za nobeno drugo vrsto. Ampak s čim bi se to dalo spreminjati? Se nočem odgovoriti. To je pa težko vprašanje. Definitivno ne za ljudmi, kot so Trump in podobni na oblasti, ne. Ampak seveda, ljudje pač volijo... Samo z razumevanjem, z razlaganjem, z pač... Eni pravijo z učenjem. Z učenjem, ja. Z šolo, z izobraževanjem. Tako, točno verjetno vsaka država, ki hoče svoje ljudi spraviti pravzaprav z nekega stanja, ne, jim mora ponuditi šolstvo. Ja. Izobraževanje. To je edina pot. Ja, izobraževanje je sigurno izjemno pomembno, ne, ampak ne vem, meni je to tukaj, jaz moram reči... Čeprav v teh kontekstih, ki jih je Tom zdaj omenjal, to ne deluje. To govorimo o eni najbolj izobraženi skupnosti ljudi, ne? Ki je v tem trenutku pač sposobna največjih grozot. Ampak sej, to spet ni nič novega, ne? Pač, mi smo imeli v Nemčiji, ne, pred drugo svetovno, pred prihodom nacizma, smo imeli Weimar, intelektualce, umetnike, vrhunske, ne, in potem samo čez 10 let je bil zraven koncentracijsko taborišče Buchenwald. Ne. Skratka, spet te ločnice med dobrim in zlim v človeški naravi in zgodovini jo težko vzpostaviš. Tudi se pravim, še tako izobraževanje, še tako kultiviran narod. Pa če rečeš Judje, ne, pač, ja, šli so skozi najhujše stvari, kar si jih lahko zamišljaš, ampak zdaj počnejo isto. Isto počnejo drugim. Ne, in tukaj, se pravim, ni enoznačno. Ni odgovor samo šola. Šola, ne, mislim, Judje so sigurno eno najbolj izobražen narod, ne. Ampak kaj to pomaga? No dobro, ne moramo zdaj pač kot narod to govoriti. No, pač mislim, so posamezniki, ne? Vem, ampak recimo, če pogledaš, ne, to so dejstva, ampak to ni dovolj. Jaz mislim, da to ni dovolj. Izobrazba je samo mogoče prvi kamen v mozaiku tega, da se nekaj premakne na bolje, ne? Psihologija množic je tisto, kar je to, recimo, ampak tega si ne bi zdaj, jaz bi šel, če dovolite malo med to, komarje sovražimo, ne. Čeprav ptice v Sibiriji so zelo vesele, komarjev, ne. Pol muhe, pajke, sršene, zdaj se bojimo že azijskih sršenov, vsega se bojimo, čeprav sem gledal na YouTube, v Aziji imajo cele farme sršenov, ne, in z njih potem pridobivajo
ker pač pridobivajo. Ne. Ampak pravzaprav vsak od teh je pomemben v življenjski verigi. Če enega vzameš ven, zmanjka tudi drugim. Ne. Jaz vedno, zadnjič sem bil na Brdu, pa sem gledal tisti travnik, pa vidim, kakšen čisto zelen, vsa trava je enaka. Ne, in jaz pravim pravzaprav, da monokultura je konec civilizacije, ker samo pestrost, a ne to. Ja. Mi smo recimo doma posejali cvetoče rastline in potem seveda jaz kosim okrog in puščam tiste otoke, toliko časa, ker pač čebele hodijo tja. Ne? In to se mi zdi pravzaprav tak mini prispevek, rečemo temu. Ne? Se pravi, če posežemo eno, podremo drugo. Potem moramo skrbeti za tretje. To je tako, kot če jemlješ zdravila, pa imaš stranske učinke, pa imaš spet zdravila proti. In tako neskončno, in farmacija je zadovoljna. Ti pa pravzaprav nisi rešil osnovnega problema. Ja. In to je pač to, kar si zdaj rekel, to je dejansko ta ključni problem. Ne? Niti ne tako z zdravili, ampak po mojem še bolj taka dobra primerjava, če sem tisti puzzle za sestavljati. Ne? V bistvu vsak košček nekaj pomeni in v resnici, kar mi ne vemo, pa res ne vemo, je, kjeri so te koščki. Mi imamo tam en velik žakelj, iz katerega to znanje skupaj sestavljamo, ampak v resnici nimamo pojma, kakšna bo ta končna slika. In problem teh manjkajočih koščkov je to, da mi nimamo te končne slike. Ne? Zdaj, naprimer, rastline, ne? Te so bolj moje stvari. Ne? Pač, zdaj, v njihovem življenju so ekstremno pomembni opraševalci. Ne? Ampak rastline imajo to dobro lastnost, da se one čist brez problema tudi nespolno razmnožujejo. Ne? In lahko se nespolno razmnožujejo, pa vem, 1000 let. Ne? In je čisto vse v redu. Ampak v končni fazi pač pomembna je ta genetska raznolikost. Ne? In enkrat, ko bo tega zmanjkalo, bo prav sigurno taka vrsta, ki se ne bo spolno razmnoževala, pač propadla. Ampak rastline so te opraševalce lahko izgubile zdavnaj, ne? In pač so prišle na ta alternativni način razmnoževanja. Ne? Zakaj so jih pa izgubile? Ne vem, mogoče smo mi malo preveč špricali z insekticidi, mogoče smo malo preveč gnojili in pač niso ta prave rastline zrasle. Skratka, pač to je ta košček, v katerem mi nimamo pojma. Ne? Ker sploh teh opraševalcev nikoli nismo videli, sploh ne vemo, kjeri so. Ne? Če vemo, kaj rastlina oprašuje, recimo, lahko pa gojimo zdaj te sršene, ki bojo mogoče dobri za to vrsto. Če pa pač je to bil mogoče en komar, ki je pač nam zoprn, in smo ga zelo globalno, ne da smo, ga še vedno poskušamo globalno uničiti, pač pa ne vemo. Ne? Ampak komarji, ne, dobro, to je ena tista to so tiste vrste žuželk, ki nam grejo res najbolj na živce, pa res prenašajo ogromno bolezni. Zmeri več je teh bolezni, ker so se te tropski komarji že zelo prilagodili tej naši klimi topli in pač prihaja denga, zika, vse imamo že tukaj okrog. Ne. Komarji pač pikajo, ne vem, severne jelene. Ne. Na teden jim lahko 1 liter krvi spijejo, enemu jelenu. In zaradi tega se pač severni jeleni selijo, zaradi komarjev, zaradi ničesar drugega. Ampak seveda, s tem komarji tudi nekako Sledijo. Itak sledijo, ampak tudi uravnavajo populacijo. Ne? Uravnavajo to, da bi bilo teh severnih jelenov preveč. Ker vse lišaje popasali, pa potem bi jih zmanjkali, pa bi itak v bistvu populacija najbrž zmanjšala, ampak verjetno lišajev ne bi bilo več, pa mislim, tako da to so taki dvorezni meči. Pri tem izumiranju je dejansko problem ta, da danes bom rekel jasno, nimamo kontrole nad tem. Ne? Ampak ne samo, da nimamo kontrole nad izumiranjem posameznih vrst, ampak tudi pravzaprav ne vemo, kaj te vrste v prehranskih verigah pomenijo. Ne? To je pa veliko bolj zapleteno, kot samo recimo vzdrževanje ali pa ohranjanje pri življenju ene same vrste. Dobro, vedno moraš ohranjati tudi habitat pa tako naprej, ampak te stvari, ki se poruši nekaj, pa se pa kar nalepam nekaj zgodi, pa se mi, zakaj se pa to zgodilo?
Lahko tudi zaradi tega, ne, ker smo pač z DDT-om iztrebali enega komarja v enem močvirju. Pa je dobil drug priložnost. Recimo, ne, mislim, ampak to je, ja, pa je mogoče prišel en drug komar, ne, ki prenaša zdaj eno bolezen, ki jo prej ni. Ne. Sam to, In je odporen na ta DDT. tega ne, seveda pri tako hitrem izumiranju, ne, pa nobena znanost ne more v bistvu slediti, ker je to sploh recimo terenska biologija ali pa terenska ekologija zahteva ogromno časa, ogromno prisotnosti, da si ti dejansko v naravi, da opazuješ, beležiš in tako naprej. In tega časa enostavno nimamo več. Ne. Ja, predvsem zato, ker v znanosti moraš imeti pravzaprav dokaze. Ja. Pri veri ni treba, ampak pri znanosti pa je treba imeti dokaze. Ja, seveda jih je treba imeti. Zdaj pa seveda druga stvar je pa ta, ne, ali te dokaze danes sploh še kdo jemlje resno. To je pa drug problem. Ne. Ja, se to sem prej na hitro nakazal. Jaz sem zadnjič bil presenečen, ko sem bral, mislim, da je bilo v Ukrajini, da je bila pravzaprav firma, ne, ki je skrbela za to, da bi pravzaprav znanstveni članki bili evalvirani in tako dalje. Skazalo se je pravzaprav, da je to več ali manj fake zadeva. Ne. In to pa vrže potem seveda slabo luč na vse znanstvene dokaze, ne samo na tiste, s katerimi so oni imeli opravka. Ampak jaz sem eno drugo vprašanje še. Pri nas imamo kar naprej pravzaprav težave z zvermi, ne samo v politiki, ampak imamo v naravi. Ne? In te težave pravzaprav rešujemo na en zanimiv način. Na en stran lovci, ki bodo pravzaprav to rešili, ampak vse, če zmanjšajo populacijo medvedov, ne, pa morajo to skozi početi. Kako pa vemo, kako jih je treba dovolj zmanjšati? Zdaj, tukaj sem jaz tukaj malo na spolzkih tleh. Zato, ker če sem čisto odkrit... Jaz pa zelo na spolzkih. Če sem čisto odkrit, ne, pač meni ne preostane drugega, kot da poslušam svoje kolege iz stroke. Ne. Mislim, ne glede na to, kaj si jaz mislim, aj to se meni zdi prav ali ne, pač oni so strokovnjaki za to in oni mislim, da imajo vso pravico in tudi znanje, da o tem odločijo. Ne, in če meni kolega Hubert Potočnik reče, ne, to je ta naš kolega, ki je bil tudi zdaj izpostavljen na Zoisovih podelitvah nagrad, ne, s tem Volkom Slavcem, ne, in tako naprej. Pač, če on in njegovi kolegi oziroma moji kolegi, ne, iz fakultete pa iz Zavoda za gozdove rečejo, da pač je medvedja populacija prevelika in da jo je treba pač kontrolirati ravno zato, da bo možno sožitje še naprej z ljudmi, ne, potem jaz moram to verjeti, čeprav jaz osebno verjetno imam večkrat drugačen pogled na to. Ne. Ampak tukaj ne, je treba pač znanosti in strokovnjakom zaupati. Ne. Ja, ampak pač moja spolzka tla so pa tukaj v tem, ne, da seveda to je ekstremno antropocentričen pogled. Ne. Pač mi moramo kontrolirati vse druge populacije, zato da bo nam dobro. Da pač bomo, recimo, da bomo imeli ravno toliko, da bo nam dobro. Ampak jaz se zmeraj vprašam, kdo smo pa mi? Kdo smo pa mi te, da bomo o tem odločali? Kaj smo mi naredili? Pač smo najbolj invazivna vrsta od vseh. Ne? Iz vzhodne Afrike smo se pač preselili, ne? Najprej smo šli po Afriki, pa smo šli v Azijo, pa smo šli v Avstralijo, pa smo šli čez Beringov preliv. In pač vse smo zasedali, vse smo pač podredili sebi. Ok, dobro, mogoče so ti naši možgani tisti, ki so nam to dovolili, da to delamo. Ampak pač, ne vem, meni je to res tako. Mi smo tukaj in zdaj. Ne. Situacija je taka, ne glede na to, kaj smo naredili, kaj bi mi radi, pač tukaj je zdaj problem, ne, zato ker to ni več samo naravovarstveni problem, to ni več samo problem ene vrste v naravi, ampak in recimo neke populacije, ki je sprejemljiva, ampak je to, vemo, političen problem. Ne. Medvedi so
zelo hitro spolitizirana tema. In ko se to zgodi, jaz nimam drugega odgovora, kot da poslušam svoje kolege, ki se na to spoznajo. Ne bom poslušal enega politika, ki bo v tem, pa enega tamle lokalnega politika iz Kočevja, ki bi rad ovce gojil sred kočevskih gozdov. Ne? To nima smisla, ampak stroki, znanosti, ki se s tem ukvarja, pa moramo zaupati, ker je to edin, bi rekel, kolikor toliko prijemljiv in Ja, sej se s tem. kamen, na katerega se lahko pravzaprav upremo. Ja, sej se jaz to strinjam, ampak če se vrnem na tisto, kar sem prej rekla, pač ne govorimo o človeški vrsti, ki je vse to zavzela, ne, ampak potem smo se mi zmislili, da bomo pač to vrsto razdelili na rase, ne, ki jih pač veliko ljudi obravnava že kot posamezne vrste, čeprav tudi rasa ne obstaja, ne, kot biološki pojem tega ni, pač mi smo ena vrsta, ampak glih tako kot z medvedi, ne, pač eni smo lahko tukaj, ne. Zdaj, kdo bo pa so tiste populacije ljudi, ki jih pa ne maramo, kdo bo pa s temi? A zdaj bomo imeli še posebne službe in znanost, ki bo določala, katere vrste lahko bivajo z medvedom, pa katere ne smejo, pa za katere bi bilo dobro, da jih medvedi pojejo. Ne vem, meni je to zelo, zelo spolzek To je teren. pač zelo spolzek teren. Tle jaz nisem ne politik, ne sociolog, ne antropolog, Ampak recimo, čisti ne, biolog. ta primer, ki ga je tudi Potočnik izpostavil, ne, recimo, vse to je znano, to je bil članek, ki je bil objavljen v Natureu, ne, pa si nikoli tega ne bi mislil. Ne. Pa bom tebe vprašal, Srečo, kaj ti misliš? No? Kje živi več divjih zveri na pač jasno dano površino? V Severni Ameriki ali v Evropi? V severnoameriških nacionalnih parkih ali v Evropi na splošno? Jaz bi rekel severnoameriških, ne? Wrong. Wrong. Mislim, v severnoameriških nacionalnih parkih živi mogoče 1/3 po številu divjih zveri, recimo volkov, medvedov, šakalov. Čeprav so jih naselili ponovno in tako dalje. Ne? Ja. Mislim, ja, ampak v Evropi, ne, ki je bistveno bolj naseljena, poseljena, fragmentirana poselitev in tako naprej, je to sobivanje z divjimi zvermi možno in jih je veliko več kot v Severni Ameriki. Ampak zakaj? Predvsem zaradi tega, ker v bistvu se s temi živalmi pač upravlja. Upravlja, no, Mislim, zdaj, to je pač tak zelo birokratski izraz, ampak to je dejstvo. Ne? In zdaj, se pravi, upravljajo pa s temi zvermi ljudje, ki se na to spoznajo. Ne? In jaz tukaj lahko rečem, kar hočem, ne? Lahko mi to všeč ali mi ni všeč, ampak tako, kot moram nekemu, ne vem, zdravniku zaupati, ko grem k njemu, pa mi reče, poslušaj, tole bo pa treba, ne vem, operirati, recimo kilo ali ne vem kaj, ne, mu moram verjeti, ne morem zdaj reči, ne, zdaj pa jaz šel, pa to ne bomo tako naredili, ne. In tukaj je pa, seveda, tukaj vedno nek konflikt s politiko, za interesi posameznih skupin, lobijev, skratka, cel kup stvari se vidimo v Sloveniji, ne, recimo v tistih občinah, kjer so medvedi, ne, kjer so divje zveri, ne, je stalen problem. Ne. In tudi jasno pride do kakšnega konflikta, ne, do kakšnega napada na koga, logično. Ampak to je isto, tako kot bi rekel, recimo tam v Avstraliji, ko ljudje hodijo surfati, ne, vsi vejo, da so beli morski psi tam. Ne. Ja, pa zdaj kaj, ali bomo vse pobili ali kaj, ali bomo pač vzeli to nekako na svoja pleča, če jih hočemo imeti, pač moramo tudi to tveganje vzeti nase, da mogoče na vsake toliko časa bo kakšna žrtev zaradi tega. Ne. Tako da ne vem, ne, to je ni tako enostavno. Ni enostavno, pravzaprav, da reči, da bomo pa to rešili tako, niti s tem, da poskušamo zaščititi vse, ne, Ja. populistično, niti s tem, da pravzaprav je pa res, da seveda je tudi določen del ekonomike tukaj, ne, Ja. Seveda. lovska društva imajo pač dohodek od tega. Jasno. Ne. Jasno. Ja, ne, torej njihov interes ni, da jih je manj,
Se to ni problem samo pri nas. Ne, To ne. je problem v državah, ki imajo veliko več divjine, recimo Namibijo, kar dobro priznava midva. Ne. Jaz vem, da je tam problem, recimo črni nosorog, ne, je v Namibiji imaš največjo populacijo na svetu, to se pravi, to pomeni cirka 700 nosorogov. Ne. Ampak zdaj, to je treba upravljati, ne, s temi nosorogi. Ne. To stane. Ne. In pač oni so takrat sprejeli, da bojo na vsake toliko časa, recimo, da bojo odstrelili 5 kapitalnih samcev, ne, na vsake toliko časa za velike denarje in da bojo pač iz tega financirali varovanje. Ne. Zdaj, a je to prav, ali ni prav, ali zato, da vrsto varuješ, pobiješ recimo kapitalne nosoroge, ne. To je vedno vprašaj, ne vem. Ne. Že prej smo omenili genetiko. Ne? Ja. Je pravzaprav vprašanje, ne? Nismo potem pravzaprav tisto najboljši del genetske verige mi ukinili s tem, ko smo pravzaprav iz narave izvzeli, kako že reče, iz narave smo izvzeli. Ja, recimo kapitalne. Odvzeli nekaj, ne, en del genetskega fonda. Ne. Ampak sej prej smo že omenili pravzaprav gazo. Ne. Zdaj, a lahko govorimo tudi o živalskem rastlinskem svetu, o neke vrsti genocidu? V čem? O genocidu. Prej smo omenili gazo kot genocid. Ne. Ja. Ali tudi človek povzroča v živalskem in rastlinskem svetu na nek način genocid? V bistvu ja, če to pojmuješ kot uničenje vrste in anihilacijo, ne, genetskega v bistvu pula, ne, neke vrste, je to seveda genocid. Ne. Hočem reči, rastline in živali pravzaprav nimajo odvetnikov, niso odvetnice in pravzaprav ne morejo resolucij zase sprejemati. Ne. Tudi brance ne morejo. Ne. Mislim. Pa je naša dolžnost, da to naredimo. Ja, absolutno. Pač. To je to, no, s temi našimi možgani. Zdaj ne vem, jaz sem omenil gobe. Ne? Zakaj gobe? Gobe so bile zame od nekdaj pravzaprav ena najbolj fantastičnih tvorb. Zato, ker pravzaprav ti niti ne vidiš, kje vse so, kako daleč sežejo in tako naprej. Ne? In potem mi seveda nacionalni šport slovenski je gobarstvo, ne? Mi moramo z velikimi košarami po kluko zasedamo vse, kar je bilo ob cesti in gremo s košarami in upamo, da nas ne bo noben dobil, ker smo nabrali 10-krat več, kot bi lahko. Ne? Ampak s tem pravzaprav mi škodujemo gozdu in kraljestvu narave. Ja. Čeprav gremo lahko v trgovino, pa kupimo šampinjone, bele, rjave, ampak ni isto. Pa še take. Ni isto. Da, če si isto ne, ampak če naredim kompromis s svojim okusom. Zdaj to je tako, ne. Ja, to, kar si rekel, pač gobarstvo, slovenski nacionalni šport, na nek način res, ne. Tukaj bolj problem dejansko ta, ne, samo omejitve, ne. Jaz nimam nič proti. Tudi jaz grem včasih v gozd pa naberem par gob. No ja, včasih si jih zelo rad nabiral, zdaj pa več ne vidiš. No, vem. Ja, ampak pač grem. Ne. Včasih so te klicali, zdaj pa ne. Ampak tukaj se pa spet izkaže tisto, ne. Se pravim, človek se ne zna samo omejevati, ne. Ta pohlep, ne. Ja. Vidim Jurčka, tam jih vidim 10, vse moram pobrati, vse vem, drugače bo in drug, ne. In seveda prideš takrat, ko so gobe, ne, pridejo ven z 10 kilami, ne, pa vejo, da tega ne bi smeli. No, ampak mogoče bi bila pa tudi zanimiva ena taka znanstvena raziskava, koliko je ta biološka pestrost pri nas, ki smo gobarji, večja kot recimo v Angliji, kjer niso gobarji. Ampak je glih obratno. Ampak imajo angleško travo, pa pravzaprav dreves skoraj da nimajo. Ker to je naš sin, ki je bil na Škotskem, pa je stanoval pri enih naših prijateljih, pa je šel popoldne, jesen je bilo to, pa je šel malo v krog in je videl jurčkov, noro velik, in jih je nabral celo košaro in rekel, danes bom pa jaz večerjo naredil. Ona sta sam gledala, pa mi ne jemo gob, mi jemo samo šampinjone, to je nevaren, to. Rekel, ne bom naredil, ampak nista jedla. No, oni tudi ne nabirajo. Ja, pa gobe, glive, Glive, ja. Glive so definitivno izjemno
zanimiva, ne, skupina živih bitij, ki imajo jasno Kraljestvo. recimo, v kraljestvu gljiv, ne, v gozdu, ne, ima absolutno izjemno pomembno vlogo. Ne. Zdaj se pravi, tle ni problem to, da greš pa nabereš par gob za večerjo ali pa za kosil. Ne. Problem je, če to delaš Veliko. Tist moramo, feeding frenzy. Enkrat sem bil v Houstonu in Houston seveda visoka vlaga, pa zelo toplo. Ne? Ja, In pa sem rekel, noben ni bil zunaj, jaz sem šel pa ven, jaz sem navaden, da hodim zunaj. ja, In grem ven in vidim samo dva golfista, ki sta se pelala v tistih ja. in ogromno belih šampinjonov. Ja. Krasni šampinjoni. In pa rečem temu, ker sem se kaj ne bi to nabral. Kje pa pravi, noben tega ne nabere. Ja. Skratka, tudi jaz sem podvomil, da jih poznam, čeprav sem jih dobro poznal. Ne, to pač Sej ne ni rečeno, da so isti. Ne, ampak načeloma ljudje po svetu ne nabirajo gob. To je naša navada. To No. delajo Francozi, Čehi. Pa. Ja. Bravo. Gensko spremenjeni organizmi, ker da ne bomo to pozabili, imamo veliko strahu pred tem, gensko spremenjeni organizmi. Pa se so vsi organizmi gensko spremenjeni. Ni tako. Pač zdaj, mislim, to gensko spremenjeni organizmi, to je res predsodek. Ne. Pač vsi smo gensko spremenjeni, ne. Pač cela evolucija se je začela tako, da je s tem horizontalnim genskim prenosom iz cianobakterij so se prenesli geni v druga bitja, da se je lahko začela fotosinteza, da so se lahko razvile rastline. Skratka, to je brez veze. Ampak ta strah, a danes še kaj slišimo o gensko spremenjenih organizmih? Bolj malo. Bolj malo. Ne? To je pač bila ena politična zgodba v enem določenem trenutku, ki se je popolnoma izpela. Zdaj imamo pač tehnike, ki ne omogočajo več, mislim, ki ne temeljijo na tem, da prenašamo gene iz enega organizma v drugega, ampak da popravimo, da spremenimo DNA v konkretnem genu in temu se zdaj reče pač biološka zdravila, temu se reče zdravljenje takih in drugačnih bolezni, to je zdaj vse sprejemljivo. O gensko spremenjenih organizmih sploh ni več besede, tako da to je poglavje, ki je zaključeno. Ja, ampak je pa bilo, ne, recimo, ampak to je danes je kaj drugega, ne, ampak to so recimo te nepreverjene oziroma nepreverjene informacije, napačno zastopljene informacije, ne, ali pa za nalašč lansirane ki so v nekem trenutku pač... Jaz se spomnim, so intervjuvali ljudi, pa je rekla ena gospa tam na tržnici, prav bi vi, pač intervjuvali so jo, pa je rekla, novinarka jo je vprašala, gospa bi vi kupila genetsko spremenjen paradižnik. Je rekla, to pa ne, ker potem se pa zna zgodi, da bi jaz kakšen gen pojedla. Tukaj je fundamentalno nerazumevanje preproste stvari, da mi vsako stvar tujo, ki pač ni naša lastna, ne vem, noht, ki si ga grizamo, pojemo v bistvu en cel nabor genov, vsakič, ko damo žlico v usta. Ampak to je danes. Zdaj pa te stvari, pravzaprav, to je bilo recimo 15-20 let nazaj. Ja. Danes je pa takih pol informacij, da ne rečem laži, še bistveno Ker več. se to laže širjen, to k večjem količini. Če gledamo recimo zdaj zadnja anketa slovenskih strank, recimo je že parlamentarni prag, ne bom jo imenoval, ampak pač prestopila ena stranka, ki pravzaprav gradi svojo podobo na tovrstnih dezinformacijah in ljudje temu verjamejo. Zdaj pa vajne izkušnje iz Kostarike. Jaz sem samo bral v Kostariki, nisem bil tam. Ampak zanimiv je ta projekt, pravzaprav kako monokulturnost nadomestiti znova z pestrim gozdom. Prihajam pa še pravzaprav na tvoje področje, to je Mediteran, Sredozemlje, morje,
tuje rodne vrste, ki prihajajo, ne, beremo vsak dan pravzaprav lahko, kaj vse novo prihaja in svensko to spreminja ravnotežje. Pred kratkim sem bral, da Hrvati ugotavljajo, da je ogromno tun, ki jih prej ni bilo, ne, se pravi tunolovke bodo spet koristne. No in pa če gremo pravzaprav recimo na taka področja, kot je Gaza, če gremo na taka področja, kot so požari, ne, kako se pravzaprav narava dejansko, kako ji lahko pomagamo in kako se lahko obnavlja in postane pravzaprav spet en tak spodoben habitat. Ja, recimo obnavlja se zelo dobro, ne. Recimo, če omenil si pač tukaj nekaj katastrof in ena taka najbolj znana katastrofa recimo je bil Černobil, ne. Ja. V Černobilu se je obnovila narava do mere, da so tam zveri, ki jih ni bilo že 200 let prej, zdaj so se vrnile, tam lepo živijo in imajo mir in ljudje so Pa s šli tem stran. obarvanjem, piše, da so psi dobili drugačno barvo. Mah. Ja. Zdaj so vsi roza psi zdaj hodijo po Černobilu. Ne. Pač Černobil se je dejansko obnovil, ampak to seveda ne pomeni, da so jedrske katastrofe neki finga, ne? Ampak da to, kar delamo ljudje, da je to še bistveno slabše. Ja, mislim, to je tudi tako, ne. Zdaj, seveda, recimo ena Gaza, tam se narava ne bo nič obnovila, ker jo že prej ni bilo dosti, ne. Na tej podnebni konferenci mislim, da je bil govor tudi o impaktu vojne v Ukrajini, ne, na okolje, ne. To je seveda lahko neka tema, ampak jaz mislim, da to so teme, ki nimajo pravzaprav zdaj nekega bistvenega pomena, ne. Tam so drugi problemi. Kostariko, ki si omenil, pač to je, da nimamo časa, da bi šli v to globje, ampak recimo to je zelo dober primer tega, da se da, če se hoče, ne. Ta stvar sicer ni poceni, zahteva sodelovanje vlade, nevladnih organizacij, pač tujih tudi univerz oziroma akademskih inštitucij, skratka neko sprego, dogovor, tudi ekonomsko gledano, ne, od kupovanja zemlje, vzgajanja v bistvu teh dreves in tako naprej. Ampak tam se da, je pa res, da seveda je to tropsko podnebje, da tam je rastna sezona 12 mesecev na leto in da to v bistvu lahko zelo hitro pogozdiš, če imaš prave vrste, ne, ki jih izbereš, vzgojiš do neke višine in potem posadiš, ne. Zdajle letos, ko smo bili študenti, so moji študenti v bistvu v 3 urah, ne, so posadili več kot 400 dreves. To se pravi, koliko jih je bilo, 15 študentov, 400 dreves v 3 urah, ne. In seveda na ta način se te koridorji, te bivše recimo plantaže ali pa pašniki, ne, lahko hitro obnovijo, če za to obstaja volja in jasno tudi neke koordinacije in denarja, ne. No, ampak res hitro, ne. Ja. Pač mi, ko smo prvič bili v Kostariki, so nas peljali na eno parcelo, kjer so prvič posadili to, takrat so začeli s to akcijo, pač take sadike, ne. Zdaj, če greš ne moreš več ločiti od primarnega gozda. 15 metrov visoka drevesa. V 15 letih To ne, ampak to, če hočeš, ne. Ja. Če po drugi strani, ne, danes berem na Kopu, ne, tudi Brazilija zdaj pod levim predsednikom, ne, temelji njihova ekonomija na govedoreji in še vedno jo hočejo razvijati in celo intenzivirati, ne. Ker pa vemo, da je to glaven problem izpustov metana in pa ne samo to, ampak seveda tudi krčenja tropskega deževnega gozda, ne. In potem se vprašaš, mislim, zakaj lahko nekje tako, drugje pa čisto drugače, pa vsi bi mislili, da delajo dobro, pa da delajo, ne, to upravičujejo z prehransko varnostjo. gospodarsko rastjo. Brazilija je 5. največja izvoznica govedine na svetu, ne, in seveda od te govedine je marsikdo odvisen. Pa smo spet tam, ne. Tako da jaz, mislim, tako kot je Marina rekla, ne, mene nič ne skrbi za naravo, ampak mi bomo prej ali slej, ker pač tako enostavno ne gre, ne, tako ne gre. Dobro, pol pa v Krasu smo se pogovarjali dosti po požaru, ne.
Pa je bilo veliko dilem, kaj zdaj, a posaditi ali ne, a pustiti naravi, da sama to naredi. Pojma nimam. Jaz tudi ne. Jaz ga pa imam. Jaz ga pa nimam, zato ker, a veš, mislim, ker to, kaj bomo zdaj sadili, ne? Pač tukaj želimo imeti to kraško krajino, želimo imeti kraške travnike, želimo... To je odgovor zelo enostaven. Nič. Ja. To je bil idealen čas, da ne bi naredili nič. Ja. Nič. In bi restaurirali nazaj suhi kraški travnik, kot je nekoč bil že. Ne? Ne, nekoč je bil gost. Ja. Potem smo naredili kraški travnik. Ja. Saj to sem hotel reči, ker si me prekinil. Zdaj pač mi hočemo varovati nekaj, kar nam je v nekem trenutku všeč. Ne? Jaz zmeraj pravim, kaj hočemo imeti. Varujemo barje, meni je super, zelo rada imam barje, rada grem tja, uživam v tistih vrstah, v metuljčkih in tako naprej. Ampak, a je barje tisto, kar je bilo? Ne. Tam je bilo jezero, ampak tisto nam ni bilo všeč. Ne? A mi bi, recimo, če bi rekli, kaj bomo zdaj mi varovali, a bomo barje, dajmo spremeniti nazaj v jezero, pa dajmo mostiščare tam naseliti. Ne, mi pač varujemo nekaj, kar nam je v nekem trenutku naše zgodovine bilo všeč. Ne? In na Krasu so nam bili všeč travniki, Ja, kar je super, ne? Za biodiverziteto in za vse, ampak to ni naravna pokrajina. No, naravna pokrajina, gost pa tudi ga ne moreš vzpostaviti, ker naravna pokrajina je bila Crnika oziroma so bili hrasti, potem so jih pa nadomestili z borovci, ki niso avtohtoni. Ki hitreje rastejo in tako dalje. In skratka, To so vprašanja. ja, je pa res, ne, da obstaja ravno v Sloveniji par takih primerov, v bistvu sprege med neko antropogeno, spremenjeno krajino pa naravno krajino. Recimo tipičen primer tega so soline, pač ta del Fontaniže. Se pravi, v bistvu Ja, in barje, ne? tudi barje. Barje in soline sta dva taka krasna primera tega, ko v bistvu naravi do neke mere vrne stvari nazaj, ampak še vedno pa je to v okviru antropogeno spremenjene krajine. In seveda vse te krajine, vsi te ekosistemi imajo svoje zakonitosti, imajo svoj nabor vrst, in seveda, če gre zdaj to spreminjati, boš to izgubil. Tako da tukaj pač, to je spet stvar naravovarstvene stroke. Jaz mislim, da jaz malo poslušam spet te svoje kolege in absolutno zagovarjajo, da se pač ta antropogena krajina, kolikor se le da, ohranja v obliki, ki jo poznamo danes. Hvala, ampak prej sem vmes omenil še tuje rodne vrste, teh si specialist za podmorski svet. Marina je bolj specialistka za rastline. Okay. Ja, ker teh je v bistvu, mislim, jih bolj vidimo. V bistvu te bolj vidimo. Te bolj vidimo. Ja, ne vem, tako kot sem že prej rekla, jaz mislim, da mi smo najbolj invazivna vrsta od vseh, in si ne gremo nič na živce, da hočemo vedno nove in nove pokrajine in dele usvajati. In pač, ko hodimo in usvajamo, pač tudi kaj prinesemo s sabo, nekaj prinesemo načrtno, večino teh stvari, teh invazivnih vrst, s katerimi se zdaj borimo, smo povsem načrtno pripeljali sem. Ne vem, ko so šli v Turčijo v 15. stoletju, so tam videli tulipane, so prinesli tulipane na Nizozemsko in je to zdaj Nizozemska daleč največja proizvajalka. Začetki kapitalizma so se, to je bila prva borza. A veš ti to? Mislim, to je bila prva borza na svetu, je bila borza tulipanov. Čist tako noro, ampak... Škaj fajn, ker oni imajo čebulco, ne? Ja, no, ampak v bistvu je bilo pa tudi tako, ne? A ti veš, zakaj je ta borza propadla? Ne. V bistvu, Nizozemci so začeli noro vzgajati te tulipane. In pač itak, ko so jih... pač razmnoževali, so tudi dobili pač različne barve, oblike, ne vem kaj, sicer niso vedeli zakaj, znanstveno, ampak eni so imeli pa črtaste cvetove. In tisti, ki so imeli črtaste cvetove, tisti so bili daleč najbolj popularni in so pač, to so bile cene tako, takrat v 15. stoletju so slikarji nizozemski, res holandski, takrat zelo veliko zaslužili. In ena čebulca je stala to, kot je bila plača enega pač slikarja. Recimo, blazne cene.
No, ampak potem so seveda vsi sadili te črtaste tulipane in razmnoževali te črtaste tulipane s čebuljcami, ne, seveda ne s semeni, ker gre s čebuljcami bistveno hitreje, in so propadli. V enem trenutku ni bilo več tulipanov, in ker ni bilo več tulipanov, je propadla borza. In zakaj jih ni bilo? Zaradi tega, ker so bili vsi ti tulipani okuženi z enim virusom, ki je povzročal to, da so bili črtasti. In seveda, ki so jih razmnoževali, več je bilo tega virusa in več je tulipanov propadlo. Zato je znanost pomembna. Zato je znanost zelo Znanost pomembna. pomeni, oziroma moraš vedeti, kaj delaš. Ja. Drugače to, ne, kar se pa tiče morja, ne, tukaj pa stvar pravzaprav veliko bolj odprta, ne, ker pač morje je odprta cesta, ne. Na kopnem imaš le pregrade in tako naprej, na morju jih je bistveno manj. Zdaj seveda pač, da se razumemo, tukaj je treba ločiti, kaj je domorodna vrsta, kaj je tujerodna vrsta, pa kaj je invazivna vrsta. Ne. Še zdaleč vsaka tujerodna vrsta ni invazivna, ne. Daleč od tega. Ne. In zdaj za podnebnimi spremembami, seveda temu moj kolega Lipej na MBP-ju reče tropifikacija. Ne. V bistvu gre za to, da se pač Sredozemsko morje segreva, ne, in jasno zaradi možnosti prehoda iz Rdečega morja, se pravi iz Indo-Pacifiškega, ne, oceana, in pa seveda tudi iz zahodnega Atlantika, predvsem iz te afriške, ne, v bistvu atlantske obale, prihajajo v Sredozemlje nove vrste. Zdaj ocenjujejo nekje, da približno v zadnjih, rečemo tam nekje od leta, mislim od samega odprtja, ne, Sueškega prekopa pa do danes, ne, je zdaj v Mediteranu okrog 1000 recimo tujerodnih vrst, ne, približno 1000. Govorimo samo o velikih, to se pravi skupinah, ribah, rakih, mehkužcih, ne, teh, pa imamo še druge. No, ampak recimo v teh 1000, ne, pa niso vse iz Rdečega morja, sem rekel, so tudi iz Atlantika, torej v recimo 100 letih, ne, je v Sredozemlje prišlo veliko vrst, ampak recimo invazivne vrste, tiste, ki recimo dejansko vplivajo na ekosisteme, na domače, ne, vrste, avtohtone vrste, jih je pa mogoče 10 takih, ne, ki postanejo recimo v nekem okolju, ne, kjer pač imajo dobre razmere za življenje, dosti hrane, dosti malo v bistvu naravnih sovražnikov in tako naprej, lahko začnejo zaradi tega, ker pač se dobro prilagodijo, vplivati, ne, na vrste v tistem ekosistemu. Zdaj spet, ne, vprašanje je, ne, kaj je zdaj to? To je v bistvu evolucija, nič drugega ni to kot evolucija. Celo evolucijo se te stvari dogajajo. Vedno so se, tudi ko človeka ni bilo, seveda nismo imeli že, recimo, ne, tukaj, ki je Sredozemlje, je bil včasih morje Tetis, ne, ki je bilo tropsko morje, ne, in obstaja še vedno nekaj skupin živali ali pa vrst živali, ki pravzaprav še vedno izvirajo iz tega tropskega morja Tetis, ne, v Sredozemlju. Jih je malo, ampak nekaj jih je. Tako da, mislim, tukaj zdaj je pa res, ne, da te podnebne spremembe zdaj povzročamo mi, ne, da pač smo mi tisti dejavnik, ki omogoča to širitev. Veliko hitreje kot prej, ne, in tudi neko invazijo, ki je hitrejša, kot je bila prej. Drug tak vektor prenosa so recimo balastne vode. Zadnjič, ko smo šli iz Grčije, recimo z ladjo s trajektom v Ankono, ne, Marina je najdla eno spletno stran, kako smo mi včasih, kje so naše ladje. Ne. Mislim, to je jadranje, to je ladja pri ladji. Ne. Tak promet. Zdaj, če vsaka taka ladja, ki pride nekje iz Atlantika, nekje iz Azije, spusti v morje balastne vode, prej ali slej se bo nekaj paril. Ja,
Tako da to je to. Ja, mislim, da bi lahko nadaljevali še, ampak počasi bo zmanjkalo traku. Ja. Jaz se vam zelo zahvaljujem, če smo rekli o knjigah. Tukaj imamo 2 novi knjigi. Ja. Ne? Ena je Lianur v Afriki, druga je pa v kraljestvu rastlin, ampak čakamo še kakšno. Ne? Ja, trenutno glih končujem, v bistvu se kar še ukvarjam s tem, ampak počasi se bliža koncu. To je tako imenovana 3. izdaja Pod gladino Mediterana. Se pravi, v bistvu zdaj bo 20 let, ker je ta knjiga izšla. In v 20 letih se je pač nabralo precej materijala, pa tudi nažalost veliko stvari se je spremenilo, ne? Bolj ali manj na slabše, vse nekaj smo to že tudi govorili o tem. Tako da pravzaprav končujem to knjigo in upam, da bo drugo leto, da bo ugledala luč sveta. Trenutno smo še nekako v pogovorih, no, ampak upam, da bomo prišli v ta program. V glavnem to delam, ne. Pol se bom pa lotil pa mogoče še kakšnega romana, če bo čas za to. No. Najlepša hvala obema, Ja. da sta prišla, da sta bila gosta v tej oddaji. In jaz upam, da bodo ljudje pravzaprav začeli razmišljati malo drugačne o rastlinskem svetu, predvsem. O naravi nasploh. Ja. Ja. Ne, to jaz sem si zelo sem si zapomnil, da sem bil slep, ne, rastlinsko slep in zdaj sem nenadoma spregledal. Hvala lepa. Prosim. Hvala za Hvala za povabilo. povabilo.